Ne vem, bi moral začeti kar malo na prste štet. Kaj imamo zdaj tukaj v golf segmentu, vrh, pa kaj ne. Tale. There's a lot of people that see that, and there's some consequences coming with that, and that's why we need to be careful. Consequences are posledice. We're gonna go all the way to the top, okay? Kako zdaj sonce piha s kire strani? Aha, from the back, okay. Ok, zdaj pa tako. Vsake toliko časa pride na vrsto kakšen vlog, pravzaprav kakšen avto, kjer se mi zdi, da je zelo prav, da se malo ustavimo, zategnemo ročno, pa se ozremo tudi v preteklost. Peugeot 308, nova generacija, je že eden tistih avtomobilov. Predvsem zato, ker, ne samo zato, ker je prinesel ogromen sprememb, ker je na zelo velik načinov izjemno napreden, pa tudi zato, ker tudi za znamko Peugeot pomeni na vrsto prelomenco. Pa ne samo zaradi novega logotipa. Ok, zdaj pa na začetek. Tam okoli 1890, mogoče kakšen let čez, so naredili svoj prvi 4-sedežnik z 2 konjskimi močmi. Motor mimogrede je bil od Daimlerja. Pa najbrž si tudi kdaj, mogoče celo doma, najbolj verjetno pa na kakšni mizi v gostilni že najdu Peugeotov mlinček. A veš, znamka Peugeot sega daleč nazaj. Če so ta prvo avto naredili več kot 130 let nazaj, pa veliko manj ljudi ve, da znamka Peugeot obstaja že, če se ne motim, 211-212 let. Ja, až kaj vse so oni že delali. Mislim, poleg avtomobilov, mlinčkov za kavo, mlinčkov za sol, še radije, všivalne aparate. No pa avto vsega skupaj tudi že več kot 75 milijonov. Ta je najsodobnejši, najnovejši, najpametnejši. In se mi zdi, da sploh ne bo noben spoiler, če ti že zdaj povem, da je tale 308 hudičev dober avto. Na nek način to sploh ne bi smelo biti presenečenje, ne pozab, Peugeot je v eni taki zelo dobri formi že lep čas. Veš, takole na prvi pogled, ko se lotiš 308, vidiš, da so razmišljali zares celostno, pa tudi predrzno. A veš, 308 je lahko bencinar, dizel, hibrid, priključen hibrid, se ne vem, a električen je že. Če še ni, bo pa vsak cajt. Zelo kompleten line-up imajo in to je danes zelo pomemben. V tem pogledu se pridružuje najboljšim v segmentu, ki pride do količine ponudbe. Ok, zdaj pa dosti o teh splošnih stvareh, vemo, kaj ta avto je, kaj pa uspe ponuditi konkretno, tale testni avto, dizajn, vozne lastnosti, ekonomičnost, vse ostalo. Pojdimo po vrst. Poglej, nič ni narobe, če začnemo pa eni pomembni novosti tega avtomobila. Namreč 308 je ta prvi avto svoje Peugeot družine s tem novim logotipom, ki je pa za nas Slovence zanimiv še z enega drugega kota. A veš, nastav je v Sloveniji, zdizajnirali, ustvarjali so ga pri Heli. Je izjemno pomemben kos avtomobila, ne samo zato, ker je na nek način to njegov obraz, pa ne samo zato, ker je to prvi Peugeot, ki ga ima. Za njim se recimo skriva radar, pa kupenih drugih asistenčnih sistemov, ki pazijo na to, da je avto pozoren na vse, kar se dogaja okrog njega. Logotipi iz Kroma se pri marsikateri avtomobilski znamki, tudi pri Peugeotu, poslavljajo. Gre za eno tako zanimivo ploščo, pa poglej, kako zelo je velik. Ta površina mora biti velika pa z večjih razlogov. Med drugim tudi zato, da radarski snop ali žarka, kako se temu reče, uspe prodreti skozi, pa tukaj zadaj se skriva še kup drugih senzorjev, ki skrbijo za dobrobit avtomobila in seveda tudi vsebine v kabini. Mimogrede, pri tem logotipu so uporabili tudi eno zelo posebno kovino, Indi se imenuje. To je ena poleg Germani, samo 2 kovin, skozi katero radarski žark uspe prodreti nemoteno, kar je seveda ključno. No in ta logotip je poleg celotne maske eden ključnih elementov pri ustvarjanju obraza tega avtomobila. Avto boš na cesti porabiti v 1, 2, 3. Peugeotov dizajn dviguje na novo raven, tako kot sta takrat 3008, 5008, za njim še 2008, ko so ven prišli, smo kar malo debel gledali. Predvsej vpadljiv je, tale plava mu paše, ampak moram reči, da meni osebno najljubše je pa tista ta ostra zelena, ne vem niti kako se imenuje, le bom pritisnil eno slikco. A ni res, koliko je huda, no? V tem oblikovalskem smislu je zares zelo izrazit. Poglej, koliko enih zanimivih površin pa utorov nudi celotna karoserija. Ker sem najprej prišel do zadka, sem iskal, kje se odpre kufor, veš, začel tukaj pritiskati po logotipu, klet spodaj šlatati, ne? Gumb je skrit tukaj spodaj, zelo fino, elegantna rešitev. Že na Instagramu sem omenil, da se lotim tudi fake izpuhov. A veš, to je tako. Po eni strani jaz to povsem razumem, ker nekako uravnotežijo celoten zadek, ti kromasti dodatki nekako. A veš, jaz te fake izpuhe vidim, ne vem. A poznaš onega modela, ki je nehal kaditi, ampak se težko loči od cigarete, pa ima pa eno skozi tukaj za ušesom.
V bistvu ima za brez veze, sam da ima feeling, da mogoče lahko še zmeri pržge, ampak v resnici tega ne naredi. Pa tale avto je opremljen s paketom opreme GT, kar pomeni, da je še malo bolj športen kot sicer serijski 308. Na majhen volan smo se pri Peugeotih že navadili. Vedno in brez izjeme tukaj pridemo tudi do vprašanja, a v redu vidimo naštevce. A veš, zato ker je tak majhen specifično postavljen in števce gledaš čez njega in ne tukaj vmes čez tole luknjo. In jaz sem eden izmed tistih voznikov, ki nikoli nisem imel težave videti vse te pomembne številkice tamle na digitalni armaturni plošči ali pa predtem še na klasični analogni. Sedeži, alkantara, usne, izdatna bočna opora, kljub temu, da izgledajo precej tako športni, moram reči, da se prej kot na to, da telo držijo izredno dobro, naslanjajo na udobje, s čimer ni nič narobe, to ni športnik, ampak je mislim, vsega pomal, se tudi dobro zgane, pridemo še pol do motorja, štroma in tako naprej. Pa če vržemo uč na umestnik, poglej, tamle zgoraj je zaslon, ki je občutljiv na dotik. Pod njim je tudi ena površina občutljiva na dotik. Tukaj imamo digitalne gumbe, razmeroma velike, torej bližnjice do home, mediji, vidiš, energy, navigacija, klimatizacija, telefon. Torej v resnici govorimo o dveh površinah občutljivih na dotik. Osnovnem zaslonu, pa tej vrsti tukaj let spodaj, vidiš, ful je odzivna, že sam prst čez potegnem, pa se marsikaj zgodi. Kaj to pomeni za zbiranje prahu, si lahko seveda misliš, nosiš cunco sabo, pa je vse v redu. Materiali, ki jih je Peugeot v tej kabini uporabil, so zelo dobri. Velike, mehke plastike, vse skupaj je dobro sestavljeno. Edino tukaj na vrh pri merilnikih, če malo pošlatam pa stiskam, se malo škripanja slišim, ampak ostalo, quality wise, avto je zares dobro izdelan, obenem pa poudarjam, da sedim v različici, ki je na nek način top of the line. Moral bi se usedeti tudi čisto najbolj osnovnega. Veš, da začutiš, da vidiš, česa so deležni pa tisti kupci, ki kupijo pa bolj osnovne variante. Prav zdaj me zanima, kakšen ga se največ proda, kjer opreme gre največ. Peugeot, oglasite se v komentarjih, me zanima. No, pod zaslonoma pa pol najdemo še vrsto klasičnih stikal, pa tudi on and off za radio, pa za volume. Tale gumbek mimogrede je odličen, zelo lepo sede med prste. Pa Peugeot je zelo dobro izkoristil tale prostor, tukaj je površina za brezžično polnjenje telefona, gumb za zagon motorja, tole je izbirnik smeri premikanja vozila, pa tukaj globok predal odlagališče, USB-C za poln telefon, pa tlele cup holder, pa za njim še eno odlagališče, jaz sem recimo noter ključe pa drobiš, pa še ta večji predal tukaj, ki se pa takole odpre, poglej. Ok, sama svinarija. Dobro se sedi, vprašanje pa je, a boste vsi dobro videli naštevce. To je nekaj, s čimer se Peugeot bori že nekaj časa in tako bo verjetno še nekaj časa ostalo. Pa mogoče sam še pohvala, tako je avto zunaj dinamičen je tudi noter. Tale dizajn je meni všeč, mrzdo pa, to pa res mi pa pišete na Instagramu, pa na YouTubeu, pa na Facebooku tudi, da ne prenesete majhnega volana. Meni je pa všeč. Peugeot je tukaj v tem pogledu še vedno edinstven. Me malo čudi, da drugi niso šli po tej smeri. Meni je ta feeling fajn. Jaz imam feeling, da skozi malo derkam, čeprav vozim počasi. Ok, zdaj gremo pa v drugo vrsto. Tam se pa stvari malo zakomplicirajo. Zakaj? Peugeot 308 ne bi v osnovi ali pa recimo primarno bil tudi družinski avto, se strinjaš? In ne glede na to, da je ob prehodu generacije avto zrasel, se mi zdi, da je med osje šlo narazen za celo 5,5-6 cm, nekaj takšnega. Dosti več prostorov v kabini ni, pravzaprav je zaradi oblike le. Veš, preglednost tega avtomobila je zaradi karoserijskih lastnosti malo slabša oziroma podpovprečna. Druga vrsta. Že Jure je za Motor Review napisal, da če boš višji od 1,80 m, da boš hitro popraskal po stropu. Zdaj ne vem, če je glih tako hudo. Je pa res, da je prostora tukaj zadaj povprečno. Prostora za kolena je povprečno velik, nič več kot to. So pa sedeži druge vrste izjemno udobni. To tudi ne moreš vedno reči pri avtomobilih, razmeroma mehki. Tukaj spodaj imaš cup holder, pa vidiš še narežo za telefon, recimo. Glede na to, da je avto dosti zrasel, bi si mislil, da vse ima več prostora tukaj zadaj. Ampak veš, eni avtomobili odkrito štartajo na prostor uporabnost, ta štarta pa na praktično vse ostalo, vključno z varnostjo. Pa ajde, tele Isofix na zadrgo se mi tudi malo češki, ker dosti dobro noter skrit, vidiš. Pa še na drug stran, dobro, vse je kompaktno narejen, zadrge so kvalitetne pa vse. Ampak vsaj je lažje, če so utori, a veš. Evo ga. Ok, zdaj gremo pa do kufra. Poglej, prostornina tega prtljažnika je, se mi zdi, da je 350-360 litrov. V tem trenutku imam jaz noter, dobro, se vidiš, dvoje superge, tukaj noter so kabli za filat baterijo, namreč gre za priključnega hibrida. In ravno zato, ker je tale plug-in, ima 50 litrov manj kufra, kot navaden 380, se pravi, pri tistem govorimo o 400 plus litrih. Spet, povprečje segmenta, oziroma čisto dovolj za nekoga, ki zna pametno spakirati. Zdaj, ne bi se rad detaljno zapletel v vso tehnologijo, s katero je oborožen. Mislim, sposoben je samodejno žlajfati
šlajfati med hitrostmi 7 pa 140 km/h, zares pozoren je na vse, kar se daje okrog njega, pa seveda je sposoben prilagajati hitrost, opozarjati na prekoračitve, omejitve, pa ne vem kaj še, pol samodejno menjave voznih pasov med hitrostmi 70 pa 180 km/h, to seveda pri nas ne pride v poštev. Kup enih stvari zna. Glej, da potegnem črto, v varnostnem smislu mu ne morem očitati niti ene stvari. Ok, zdaj pa vozne lastnosti. Upoštevati moramo, da ta avto tehta majčkeno več kot 1,7 tone in da nos s sabo eno precej težko stvar, eno razmeroma veliko baterijo, kar seveda vpliva na vozno dinamiko. Nekatere grbine požre, se mi zdi, da malo glasno, ampak ne preglasno. Hočem reči, da imamo v segmentu koga, ki požre neravnine tišje, pa seveda imamo v segmentu kakšen avto, ki se zna tudi bistveno bolj športno pelati že v najbolj osnovni izvedbi. Gledam tebe, Ford Focus, pa mogoče še kakšnega. Ampak kot avto, ki mora ponujati marsikaj, 308 to dela zelo dobro. Je čvrsta, zelo udobna, ne pa najbolj in te dodatne mase praktično nikjer ne čutiš, razen če si na to malo občutljiv ob zaviranju. Pa ne, da se ustavlja ful dolg časa ali pa da je to kakšen kompromis, ko sem mogel sprejeti. Bremze grizejo odlično, ampak meni se zdi, da tisto maso malo čutiš, ko žlajfaš. Edin to. Sedim odlično, ne previsok. Na cesti se dobro počutim. Tudi če ga malo bolj na ostro nasloniš na ovink, zelo dobro drži smer. Pol, ko pretiravaš, se seveda zgodijo vse tiste klasične stvari, namreč nos gre ven, pa ga je pol razmeroma lahko popraviti. Seveda bi cenil še malo bolj neposredno krmiljenje, pa malo več feelinga čez volan. Tukaj se kakšna informacija zgubi. Mimogrede že cel vlog parkiran, ken šalabajzer, tu zdaj sem šel čez črto, prej bil na Pošrek parkiran, ne mi zameriti, običajno sem zelo pedanten pri tem, ampak danes ni neke hude gužve, pa sem si to dovolil. No, zdaj smo pa končno pri mašini, pri pogonskem sklopu in pri njegovi ekonomičnosti. Pod tem pokrovom motorja se skriva turbobencinar s prostornino 1,6 litra in skupno se mi zdi, da 180 konji. To smo že govorili, zakaj jaz konje dajemo navednice, ne? Pa zakaj to delajo tudi večina avtomobilskih medijev. Zato, ker na uradu za meroslovje dobijo pikce, če rečeš beseda konj ali pa uporabiš konje kot uradno mersko enoto. V resnici bi morali uporabljati kilovate, ampak lej. V glavnem 1,6 turbobencinar 180 konjev, ampak skupna sistemska moč s pomočjo baterije oziroma elektromotorja je pa pol 225 konjev. Torej, govorimo o priključnem hibridu s kapaciteto baterije 12,4 kWh. Gregorčič je napisal, da je z njim naredil več kot 50 km samo na štrom, a je mogoče številka celo blizu 55-56, se ne spomnim točen. Jaz sem pa z njim tako čisto običajno, pretežno mestno, pa dobro, 7-8 km je bilo tudi ljubljanske obvoznice, torej 100-110 na uro, prevozil z lahkoto 46 km samo na štrom. Seveda globoko vseb spet popizdevam, ko govorim o porabi. Pri meni se je ta ustalila med 5 pa 6 litri na 100. Hočem reči, da je Peugeot uspel narediti celostno dober avtomobil, konkurenčen vsem najboljšim v segmentu in v tem trenutku skupaj z tehnološko sestrično, če si drznem to reči, Astro, se veš, podobna tehnična izhodišča, praktično enaka osnova in tako naprej. Ne vem, bi moral začeti kar malo na prste šteti. Kaj imamo zdaj tukaj v golf segmentu, vrh, pa kaj ne. Tale. Pa zdaj se obnašam, da je to eno hudo presenečenje. Se ni. Peugeot je v dobri formi, ne? Oni so pocufali, potrgali že vse možno, ker so prišli že leta nazaj s 3008. Vse bil evropski, slovenski avto leta, pa še kaj. Dobar, na koncu pa seveda ne moramo tudi mimo cene. To se pravi, avto, ko ga gledaš, plug-in hibrid je na nek način top of the line, vse najboljše, ker je 308 v tem trenutku sposobna ponuditi. Točno takle avto boš ti iz salona odpeljal, se mi zdi, da tam za švoh 40 jurjev, 38, nekaj takšnega. Ampak, a veš, kaj je bilo pa meni pri tem avtomobilu daleč najbolj všeč? Ja, lej, stari, dejstvo je, da avtomobilski novinarji vse bolj pogosto, če ne že kar večino časa, sedamo v različne dvignjene športne terence, križance in vse, kar je temu podobno. In prav osvežujoče je vsake toliko časa peljati kakšnega karavana ali pa čist navadno kombi limuzino, kot je recimo tale 308. In to je skoraj tako, če se usedeš v kakšen razmeroma nov avto, pa imaš še ta stara ročna in rečeš, se res, it feels good. In tudi tako sem se počutil v tem avtu. Inač, po mojem lahko počasi zaključimo, kakšnih resnih pripomb nimam. A veš kaj je mogoče? Čak, glej, dajmo stopiti v kabino. Zato, ker se mi zdi, da vsem pa, ko prižgeš avto, recimo 100 let traja, da se zaslon postavi po koncu, zdaj sem 10 sekund že snemal, preden se je to zgodil. Hočem reči, da, ne vem, rabo bom še nekaj časa, da se vsem še malo navadim na vso tole upravljanje z vsem. A sem jaz že malo star,
Pa ne, sej, a veš, vse je logično sestavljeno, pripravljeno za voznika, zelo lično, grafike so mi ful všeč. Po drugi strani imaš pa kupenih takih mehkih stvari, ki so, recimo, da ti premakneš spreden sedež, sicer ni na štram, ampak je takole analogno. Ponovadi imajo avtomobili uno ročko, veš, nekje levo ali pa desno, taki mehne so, pri tem avtomobilu. Lej, ne vem, če se vidi taka ogromna plastična ročica, ma ni šans, da fališ. To so take stvari, ki pomagajo pri uporabnosti in takšne stvari je zelo cenim. Ok, to je to, dosti bo za danes. Vse sem povedal, ker vem, ker znam. Če te zanima iti še bolj v detalje, predlagam, da vtipkaš na Googlu Peugeot 308 AMZS Motor Revija, boš dobil test. Te imaš pa še vse tehnične podatke, pa kup drugih stvari. Ma hud je, nikaj, sam jaz bi zelenga. Ajde, čau.